Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, danes pred odprtjem razstave Slovenci za zmeraj gre. Veseli smo, da ste z nami, nekateri se nam bodo pridružili tudi majčkeno kasneje. Lepo vas res prosimo, da pazimo drug na drugega, da držimo varnostno razdaljo oziroma medosebno razdaljo. Noter so maske obvezne, tudi tukaj pri bližnjih stikih, prosim, to upoštevajte, da bomo lahko tudi današnji dogodek izvedli. Fotografi pa snemalci lahko že prej pač nemoteno hodijo tudi na razstavo, tako da ni treba čakati. Tako da zdaj, če ste pripravljeni, bi pa kar začeli. Torej, razstavo Slovenci za zmeraj gre, katere častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, pripravila pa sta jo Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Narodnim muzejem Slovenije. Bodo danes predstavili soavtorji razstave. Dr. Dragan Matić iz Arhiva Republike Slovenije, doktorica Zdenka Semlič-Rajh, vršilka dolžnosti direktorice Zgodovinskega arhiva Ljubljana, do nedavnega pa tudi arhivistka v Pokrajinskem arhivu Maribor, in dr. Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Z nami so tudi direktorji sodelujočih ustanov. To so dr. Bojan Cvelfar iz Arhiva Republike Slovenije, gospod Ivan Fras iz Pokrajinskega arhiva Maribor, doktorica Kaja Širok iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in vršilka dolžnosti direktorice Narodnega muzeja Slovenije, magistrica Barbara Ravnik, ki jo tudi najprej vabim k besedi. Hvala lepa za besedo, Petra. Pozdravljeni predstavniki sedme sile. Živimo tudi mi v dokaj nenavadnih časih, tako kot so jih živeli pred 100 leti naši rojaki na Koroškem. Jaz bi bila kratka, ker taka so tudi priporočila. Rada bi se zahvalila Arhivu Republike Slovenije, dr. Cvelfarju, dr. Matiću za pobudo. Pogovarjali o tej razstavi smo se že pred leti in vesela sem, da smo jo danes pripravili in pripeljali do slovesnega odprtja. Kolegica je že predstavila in pozdravila vse naše visoke goste, naše sodelavce, tako da bi jim jaz kar želela prepustiti mikrofon. Še enkrat hvala lepa, ker ste prišli. Razstava bo odprta do aprila in upam, da bo imela slovenska in tudi tuja muzejska javnost priložnost, da si jo podrobno ogleda. Mislim, da je zelo kakovostna, gradiva je bilo zbranega precej, marsikaj od tega je prvič na očeh javnosti in upam, da boste našo željo po dobrem obisku posredovali tudi naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa k besedi vabim dr. Bojana Cvelfarja, direktorja Arhiva Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu Arhiva Republike Slovenije. Tudi jaz bom poskušal biti zelo kratek. Rad bi se v bistvu najprej zahvalil vsem sodelujočim inštitucijam, ki smo skupaj pripravili to razstavo, se pravi Pokrajinskem arhivu Maribor, Muzeju novejše zgodovine Slovenije in pa Narodnemu muzeju. Mogoče bi samo poudaril še to, da ni gradivo na razstavi, gradivo, ki je predstavljeno na razstavi, ni samo iz teh 4 inštitucij, ampak je tu še veliko več. Namreč uspelo nam je pridobiti tudi gradivo iz Deželnega muzeja Celovec, iz Deželnega arhiva Celovec, nekaj tudi iz Vojaškega arhiva, iz Vojaškega arhiva Republike Srbije, iz Beograda, tako da je res gradivo, mogoče tudi nekatero, kot je že kolegica rekla, prvič predstavljeno. Sam namen razstave, kot vsakršne razstave, je pa seveda ta, da smo poskušali na nek način predstaviti gradivo, zdaj samo vsebino pa samo razlago pa prepuščamo obiskovalcem, se pravi na podlagi nekih dejstev, da si pač ustvarijo sami. Še enkrat hvala lepa, da ste se udeležili te novinarske konference in vas lepo pozdravljam. Hvala lepa. Z nami je tudi direktor Pokrajinskega arhiva Maribor, gospod Ivan Fras. Prosim za nekaj besed.
Spoštovane gospe in gospodje, lep pozdrav tudi v imenu Pokrajinskega arhiva Maribor. Najprej se bi zahvalil direktorju Arhiva Republike Slovenije za priložnost, da lahko sodelujemo v tem zelo pomembnem projektu. Zelo sem vesel tudi, da boste lahko spoznali in pa nekako videli, kako bogato gradivo hranimo iz tega obdobja. Predvsem smo ponosni na našo zbirko iz fonda zbirke Plebiscit. Kar nekaj tega gradiva bo tudi danes vidno javnosti. To so naši zelo pomembni plakati. Predvsem smo ponosni na plakate Maksima Gasparija, ki jih hranimo v našem arhivu, ki so tudi tukaj danes predstavljeni. Moramo se tudi pohvaliti, da nekako nadaljujemo s to tradicijo in prav včeraj smo dopolnili našo zbirko z enim dodatnim plakatom, sicer iz avstrijske strani, to se pravi plakat, ki je nastal tudi leta 1920. V okviru tega projekta smo celotno zbirko tudi digitalizirali, tako da je tudi dostopna preko spletne strani našega arhiva. Se pa dogovarjamo tudi z lokalnimi skupnostmi na področju Koroške, ki jih tudi naš arhiv pokriva. In nekako si želimo, da ta razstava po aprilu pride tudi v Libeliče, kjer je tudi bilo dogajanje leta 1920 zelo zanimivo. Želimo obilo užitkov ob ogledu razstave in sem tudi pripravljen na posamezna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Vabim pa tudi direktorico Muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorico Kajo Širok, da nam nameni nekaj besed. Dober dan in lep pozdrav tudi v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Zahvaljujem se za vabilo, da je lahko tudi naš muzej sodeloval pri tako pomembni razstavi. Namreč to je ena izmed razstav, tem, obletnic, ki je v letošnjem letu še kako potrebno obeležitve. Trenutno je v našem muzeju tudi razstava leta 1920 avtorja dr. Markota Štepca, ki je pri tej razstavi, ki si jo bomo sedaj ogledali, tudi sodeloval. Zdi se mi zelo pomembno poudariti sodelovanje med našimi inštitucijami in bogatitev znanja iz različnih arhivov, muzejev, privatnih zbirk, da so lahko čim širše dostopna in tudi kasneje na uporabo tako za šole kot za zainteresirano javnost. Razstavi želim srečno pot, ne samo na tem prizorišču, ampak tudi na drugih, ki se bojo kasneje vrstila in seveda v tej situaciji kaj drugega želeti kot čim več obiskovalcev. Hvala. Hvala lepa vsem direktorjem. Zdaj pa je čas, da se posvetimo vsebini razstave. Zato najprej k besedi vabim vodjo razstavnega projekta in soavtorja razstave, dr. Dragana Matiča iz Arhiva Republike Slovenije. Prosim. Ja, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Mogoče bom za malenkost daljši kot moji predgovorniki, zaradi tega, ker je treba nekaj povedati tudi o vsebini. Na začetku bi rad samo poudaril eno napako, ki se je prikradla enemu od medijev v preteklih dnevih pri napovedniku, in sicer je bilo rečeno, da je večina koroških Slovencev glasovala za Republiko Avstrijo, kar sicer ne drži. Večina koroških Slovencev, 60%, oziroma več kot 15.000 jih je glasovalo za Jugoslavijo, okoli 10.000 oziroma 40% pa jih je namenilo svoj glas Republiki Sloveniji in njihovi glasovi so bili odločilni, ampak to ne pomeni, da je večina koroških Slovencev glasovala za Avstrijo. To je nekdo pač postavil v enačaj, oziroma samo zaradi tega to poudarjam, da ne bi ta nekorektnost zgodovinskega spomina pač se usedla oziroma zadržala v neki obliki. Ravno ta rezultat 59 proti 41 je pravzaprav pomenil velik udarec za koncept zedinjene Slovenije, ki je bila temeljna politična nacionalna ideja Slovencev od 19. stoletja pa tja do srede 20. stoletja. Kako je prišlo do, recimo temu, paradoksa, da je v coni A, kjer je 70% prebivalstva bilo slovensko govorečega, na koncu izid bil tak, da je danes to zemljo v Avstriji, poskuša odgovoriti ravno naša razstava. To je ambicija te razstave. Da bi to razumeli, pa seveda moramo pogledati tudi obdobje pred samim
plebiscitnim dnem oziroma neposredno pred plebiscitom, zato ta razstava zajema čas od razpada monarhije pa vse do 10. oktobra 1920. Zdaj gre po mojem vedenju za največjo razstavo na to temo v Sloveniji, to gotovo. Zdaj, kaj trenutno pripravljajo v Avstriji, nimam podatkov, ampak zdi se mi, da do zdaj lahko rečemo, da je absolutno največja, ker je na njej zbrano okoli 240 dokumentov in fotografij 4 arhivov iz Slovenije, Avstrije in Srbije, poleg seveda še muzejskega gradiva oziroma muzejskih predmetov. Zdaj, vse to gradivo, če poskušam samo nekaj poudarkov izpostaviti, ker je seveda nemogoče v tako kratkem času razložiti vso razstavo, pa verjamem, da si boste jo lahko gledali kasneje na miru. Če poskušamo nekaj poudarkov izluščiti, dokumenti odsevajo predvsem naivnost takratne slovenske politike, ki je pričakovala, da bo nekdo drug na mesto nje opravil zgodovinsko nalogo, ki se je takrat v tej prevratni dobi nakazovala, in sicer slovenska vlada je pravzaprav preprečevala generalu Maestru, da bi zasedel Celovec in na tak način tudi zagotovil Južno Koroško, kot je to bilo v slučaju Maribora. Ves čas je verjela na nek način z neko otroško naivnostjo v to, da bo to ozemlje na jugu Koroške dobila s pomočjo Antante, ki naj bi bila naklonjena Slovencem, in pa z vojaško pomočjo Srbov. Zdaj, vojaška pomoč Srbov je prišla šele maja 1919, veliko prepozno, zato da bi se z mečem rešilo koroško vprašanje. Podpora Antante pa se je izkazala za zlagano oziroma ravno nasprotno, ni bila naklonjena Slovencem v tem času. Prav na vztrajanje ameriškega predsednika Wilsona je sploh prišlo do plebiscita na Južnem Koroškem, ki po vseh merilih takratne dobe sploh ne bi bil potreben. Da ne govorimo o italijanski diplomaciji, ki je naredila vse, kar je mogla, zato da je škodila mladi jugoslovanski državi. Seveda je tej naivnosti pač sledilo to bridko razočaranje, ko so bili soočeni z plebiscitom, je spet mlada država stala pred nalogo, da eno leto ima v upravo cono A, to se pravi jugoslovanska uprava cone A, je bila pa druga velika napaka večine slovenskih politikov, ki so verjeli, da samo dejstvo, da 70% ljudi uporablja slovenski jezik, avtomatično pomeni, da bodo vsi glasovali za kraljevino SHS, da bo to torej šlo za neke vrste nacionalno opredeljevanje, pa temu sploh ni bilo tako. Koroška je bila že od 50 let nazaj izpostavljena siloviti germanizaciji, ki je bila posebej brutalna na Koroškem. Na nek način je bila pa tudi zapostavljena strani slovenske politike, ki je bila zelo kranjsko-centrična, oziroma na ozemlju Kranjske in Spodnje Štajerske so Slovenci dosegli neke pravice, na Koroškem pač veliko manj. Posledice so bile očitne. Jugoslovanski uradniki, ko so prevzeli upravo cone A, so presenečeni ugotavljali, da so cele vasi, kjer sicer govorijo slovensko, nemškutarske oziroma nemčurske, da ljudje ne želijo nič slišati o državi Onstran Karavank, ampak da želijo ostati pri nemški Avstriji. Večina prebivalstva pa je bila nacionalno indiferentna oziroma mlačna, oziroma jih je zanimalo, katera država ponuja boljše pogoje za življenje, in so na ta način seveda presojali. Obenem so bili pa izpostavljeni pritisku, agitacijskemu pritisku z obeh strani in tudi grožnjam oziroma kasneje tudi terorjem. Velik hendikep je bil, da je bila cona A odrezana od Celovca in Beljaka. Ljudje, ki so pač stoletja bili navajeni, da so tja hodili prodajati svoje kmetijske pridelke in nakupovati poceni industrijske in obrtne izdelke, ki so bili potrebni za njihove življenje, naenkrat niso več mogli. Tja carine so poletele v nebo, demarkacijska črta je bila praktično strogo zastražena meja. In vse to je pravzaprav zbujalo veliko nejevoljo do jugoslovanske uprave, ki tudi ni uspela zagotoviti normalnih pogojev za življenje v smislu zdravniške oskrbe zdravili, prometnic, javnega prevoza, živino-zdravniških storitev in ostalega. Na plebiscitu je pravzaprav šlo za delitev na naše, vaše in omahljivce, in ravno ti omahljivci so odločali, niso se sicer
mogli takoj odločiti, za katero državo bi glasovali. V to situacijo pa usodno posegla mednarodna plebiscitna komisija, sestavljena iz italijanskega, francoskega in angleškega predstavnika, ki je prevzela upravo cone A 3 mesece pred plebiscitom in na svojimi ukrepi temeljito uničila vsako avtoriteto jugoslovanske oblasti. Ključno zato je bila zahteva, da se odpre demarkacijska črta med conama A in B. S tem, ko so Jugoslovani na to pristali, so enostavno lahko imeli nemško-avstrijski agitatorji oziroma Heimatdienst prost vstop v cono A, vozili so se s kamioni, prihajalo do terorja, do požigov, do pretepov zavednih Slovencev, pa tudi do podkupovanja z denarjem, z blagom, ki ga je makalo v coni A. Skratka, ta kontrola jugoslovanske oblasti se je povsem izničila in ustvarjeni so bili vsi pogoji, da je tudi avtoriteta oziroma ugled mlade države skopnel in Avstrija na nek način dosegla vtis, da je zmagala že pred plebiscitom, tako da ta plebiscitni zid na koncu niti ni bil več presenečenje, oziroma presenečenje je bil zgolj v tem smislu, da je sploh 41% glasovalo za novo državo. To je na kratko nekaj poudarkov te razstave, ki seveda upam, da bo zaslužila vašo pozornost in da se jo boste ogledali, oziroma da bo možno še kaj pojasniti na licu mesta. Hvala za enkrat. Hvala lepa. Dr. Dragan Matič bo še v notranjosti muzeja potem na razstavi prikazal, kako je potekal postopek volitev oziroma glasovanja. Zdaj pa k besedi vabim doktorico Zdenko Semlič-Rajh, ki bo povedala nekaj besed o propagandnem gradivu. Lepo pozdravljeni. Jaz se bom v svoji predstavitvi navezala na kolega dr. Dragana Matiča, ki je pravzaprav že pojasnil zgodovinski okvir torej koroškega plebiscita in nekatere podarke iz te razstave. Jaz pa bi se tukaj osredotočila na tisti del, ki se nanaša predvsem na propagando, ki je torej bila v času okoli koroškega plebiscita zelo intenzivna. Tukaj je treba predvsem povedati, da, kot smo že slišali, plebiscit pravzaprav ni bilo etnično odločanje, ampak je bilo pravzaprav odločanje za eno ali drugo državo. Vse to, kar je moj predhodnik že torej omenil, gospodarski interesi, militarizem in podobno se je odražalo tudi v propagandi. Na jugoslovanski strani oziroma slovenski strani je propagando vodil Narodni svet za Koroško, ki je nastal na pobudo generala Rudolfa Maistra, ki je pravzaprav to, bi rekla, propagandno dejavnost Narodnega sveta za Koroško tudi vodil. Na drugi strani pa je bila ta dejavnost, torej na nemški strani pa je bila, oziroma avstrijski, ta dejavnost zaupana Heimatdienstu. Treba je povedati, da je bila nemška propaganda izjemno ciljana, izjemno agresivna, medtem ko je jugoslovanska propaganda na začetku bila zelo splošna, šele ko so pravzaprav ugotovili, da to ne bo odločanje o etnični pripadnosti, so začeli z ciljno propagando. Seveda se je v to propagando vključilo v prvi vrsti časopisje, torej časopisi kot so Korošec, Mir, Dravpost, ki je bil sicer nemško pisani časnik, so se intenzivno vključevali v to propagando. Zdaj tisto, kar je bilo pa pomembno, pa je, da je propaganda tako na eni kot na drugi strani izkoriščala pravzaprav vse možne prijeme. Če je jugoslovanska propaganda na eni strani torej obljubljala blaginjo, predvsem poudarjala to, da je Jugoslavija bogata dežela z žitom, da ljudje ne bodo stradali, da ne bodo lačni, da bo poskrbela za vse tiste na Dunaju, ki stradajo, na lačne otroke, na starce, ki se jim hrana uteguje, pa je na drugi strani nemška propaganda svarila predvsem pred konkurenco kmetov iz Banata in svarila seveda pred slabim gospodarskim položajem. Tudi demarkacijska črta je bila tista, ki je torej predstavljala tako eni in drugi strani poseben propagandni izziv. Šlo je predvsem za poudarjanje pomanjkanja sladkorja, soli, petroleja in podobnih zadev. To, kar je omenil tudi že kolega Matič,
težave prehajanja meje, zoževanje trgov. Zato je avstrijska stran predvsem poudarjala neko celovitost Koroške kotline v gospodarskem smislu. Če se torej dotaknemo tega nacionalnega momenta, je potrebno povedati, da je avstrijska stran poudarjala predvsem nedeljivost Koroške, ki naj ostane ena dežela dveh narodov, in tukaj je pravzaprav odločilno vlogo, če lahko temu tako rečemo, na nek način igral proglas Koroškega deželnega sveta, ki je bil izdan torej v letu 19 in ki je Slovencem obljubljal, da jim bo zagotovil pravico do njihovega lastnega jezika, šolanja in tako naprej. Vsi pa vemo, da pravzaprav te obljube kasneje niso bile uresničene. Treba je povedati tudi to, da se je v to propagandno dejavnost izjemno vključila tudi duhovščina, ki je bila aktivna predvsem na slovenski strani. Duhovniki so izjemno močno poudarjali torej slovenstvo in na razstavi bomo pravzaprav videli tudi, kako se je ta propagandna vojna pravzaprav odvijala, kako so odgovarjali, torej obe strani odgovarjali ena drugi. Če imamo na eni strani razglas generalnega vikarja iz Doberle vasi, ki je nagovarjal vernike, kako naj glasujejo in zakaj naj glasujejo za Jugoslavijo, je bil na drugi strani torej razglas krškega škofa, ki je demantiral seveda vse te trditve in trdil, da generalni vikar ni imel te pravice. In potem seveda ta vojna, v kateri se je trdilo, da je ena oziroma druga stran torej ponaredila grb, ponaredila podpis in dejansko falsificirala torej to gradivo. Tu bi mogoče poudarila še to, da je treba povedati, da je v tej propagandni vojni do izraza prihajalo predvsem tudi to, kako so torej izvajali, bi lahko rekli, vpliv predvsem na ženske. Namreč treba je poudariti, da je na koroškem plebiscitu so imele glasovalno pravico tudi ženske in avstrijska propaganda je seveda zelo močno pritisnila na žensko populacijo, predvsem v smislu, da bodo morali torej sinovi oditi v vojsko za kralja Petra in se boriti na bojiščih v Makedoniji, Albaniji in drugih, kar je bilo seveda, bi rekla, zelo pomembno zaradi tega, kajti vemo, da je veliko koroških fantov padlo tudi že v veliki vojni pred tem, tako da je bilo to nagovarjanje pravzaprav, če tako rečem, na nek način zelo uspešno. Več o sami razstavi, to bi bilo mogoče nekaj kratkih poudarkov, več še na sami razstavi. Bi pa mogoče se navezala še na to, kar je povedal direktor Pokrajinskega arhiva gospod Ivan Fras, kar se tiče same zbirke gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor. Ne samo, da smo ponosni na plakate in razglednice Maksima Gasparija. Pravzaprav bi kot arhivistka, ki sem skrbela za to gradivo, poudarila, da smo še pa najbolj ponosni na preostanek gradiva, se pravi, gre za gradivo tako slovenske in nemške strani, ki bo pravzaprav na tej razstavi prvič predstavljeno javnosti. Torej gre za eno izjemno veliko zbirko, tako da seveda je potrebno to poudariti. Za konec te svoje kratke predstavitve bi pa povedala še to oziroma najavila izid tudi razstavnega kataloga. Razstavni katalog k tej razstavi bo predstavljen oziroma bo izšel predvidoma čez dobrih 14 dni. Žal nam je ta korona kriza malce zagodla, tako da ga nismo mogli pripraviti do te razstave, ampak seveda že danes vas lepo vabim, da se te naše predstavitve kataloga udeležite. V katalogu bo predstavljeno vso gradivo, ki ga predstavljamo tukaj na tej razstavi, in še nekaj drugega, dodatnega gradiva. Bo pa katalog opremljen tudi z
torej spremnimi teksti in razpravami, ki se nanašajo torej na vprašanje koroškega plebiscita. Hvala lepa. Hvala lepa. Pomemben del razstave so seveda tudi muzejski predmeti, arhivsko gradivo, fotografije in več o tem bo povedal dr. Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Prosim. Hvala. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tem mestu. Morda je prav, da povem, da je zelo lepo, da na nek način nadaljujemo sodelovanje, ki smo ga z Narodnim muzejem začeli že ob stoletnicah praznovanj in obeležitev začetka in konca Prve svetovne vojne, pred 2 leti z državo SHS, kjer smo nekako vstop v prevratno obdobje obeležili s projektom, ki se je osredotočil na to enomesečno državno tvorbo po razpadu. Z današnjim projektom pa seveda nadaljujemo prikazovanje kaosa prevratnega obdobja nekje v časovnem loku od leta 1918 do 1920. Pri tem je zame kot zgodovinarja Prve svetovne vojne pravzaprav izjemno pomembno to, da praktično vse, o čemer govorimo, so na nek način posledice prve vojne in pa seveda razpada monarhije, ki je vse to povzročil. Če vas pogledam tukaj, ko vas vidim, smo vsi nekako v maskah, ker sem se zdaj veliko ukvarjal z leto 20, lahko pravzaprav nažalost ugotovim, da se določene stvari v zgodovini ponavljajo tudi na tem področju. Če se je pravzaprav konec vojne in razpad monarhije začel z epidemijo španske gripe, kjer so ljudje na distanci, nosijo pravzaprav maske, se ščitijo in se pravzaprav ukvarjajo s tem, kako priti v normalno življenje, ne le zaradi vračanja vojakov in pa zaradi vsega tega, kar se je zgodilo, zaradi premagovanja smrti in tako naprej, ampak tudi ne nazadnje to, s čemer se ukvarjamo danes. Kako biti v šoli, kako začeti šolo. Mi vemo, da šola se je pravzaprav začela 14. novembra in potem je pouk bil v velikih krajih, od Ljubljane, Črnomlja, Novega mesta in še kje drugje, pravzaprav prekinjen zaradi hude epidemije španske gripe, ki je trajala tam nekje do marca 1919. Pouk seveda na Primorskem je bil prekinjen zaradi vračanja vojakov in šole, ki jih je prej zasedala Avstro-Ogrska vojska, šole, ki so bile potem prekinjene zaradi španske gripe, je potem zasedla nova prihajajoča vojska Kraljevine Italije, ki je zasedla Ozemlja. Bom rekel, in seveda, ko govorimo o letu 20, tudi takrat, kdor bi pozorno pogledal kronologijo in časopise, bi videl, da seveda španske gripe že leto dni ni več, je pa seveda še pomladi 1920 ugotavljajo, da smrtnost iz prve vojne se šele počasi zmanjšuje na predvojno raven, kar pomeni, da seveda otroke so kosile razne črevesne bolezni, kot je griža, in pa seveda bili so celi izbruhi različnih bolezni, ki so se prenašale, kot je svinjska parklovka, na živali in tako naprej. Če v to zraven v celoten ta kontekst seveda damo, da pravzaprav na eni strani so bile množice na ulicah, praktično od leta 18 do 20, zaradi velikih emancipacijskih pričakovanj in želja, da bi se uresničila ta želja po boljšem ali iz socialnih razlogov, to pomeni, govorimo o Dunaju, Trstu, elemente tudi pri nas, kjer je pravzaprav bilo vse skupaj na robu socialne revolucije. Na drugi strani seveda nacionalne manifestacije. V letu 20 je danes šla zelo mimo pozabljena obletnica streljanja na Zaloški cesti v Ljubljani aprila 1920 s 13 smrtnimi žrtvami, kar nenazadnje je odmevalo tudi v avstrijski propagandi, ki je seveda vsako nezadovoljstvo zelo spretno izkoristila in nastopala proti Slovencem. Če seveda štejemo demonstracije proti nemškemu jeziku, nacionalistične množice, žalne zastave, ki so bile razobešene v Ljubljani spomladi, ko se je zvedelo, da grozi pravzaprav primorski uresničitev Londonskega pakta. In seveda potem, ko se je začelo, ko so bile demonstracije zaradi demarkacijske črte, veleposlanik italijanski zapusti Ljubljano zaradi demonstracij ob požigu Narodnega doma, ki smo ga letos obeleževali, in tako potem počasi seveda pridemo do tega plebiscitnega dne. In pravzaprav mi smo se muzeološko na nek način ukvarjali
kako v resnici obeležiti pravzaprav poraz 100 let pozneje, ko vseeno živimo v precej drugačnem svetu in na nek način odgovorili smo pravzaprav s tem, da smo združili zbirke, ki jih hranimo. Zdaj, tudi tu je bil neki izziv s temi zbirkami, namreč ljudje, ki so sodelovali in v bojih za meje in potem bili pomembni kreatorji, bom rekel, vsega tega, kar sta zelo izčrpno moja kolega pred mano povedala, so seveda bili isti. In tudi fondi, tu predstavljamo recimo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, poleg fonda predvojnega časopisa Slovenec, mi hranimo fotografije iz fonda Srečka Kristana, ki je najprej vojak 2. gorskega strelskega polka, mlad fant, potem prostovolec, ga na marsikateri od fotografij vidimo. Hranimo pomemben fond steklene plošče Staneta Rovtarja, nekatere fotografije so prvič predstavljene in pa seveda, kar se mi zdi zelo pomembno, od fotografskega gradiva na tej razstavi je morda v Ljubljani prvič predstavljeno gradivo, ki ga je dr. Dragan Matič pridobil v Deželnem arhivu Celovec, namreč tega, kar v slovenskem prostoru ni, to pomeni praznovanj po plebiscitu, kjer pravzaprav nemško-avstrijska stran ima množične manifestacije med 10. in seveda tam od 12. do 24. oktobra, na drugi strani, na naši slovenski strani veliko razočaranje. Če kdo pogledal, bom rekel, ali bo pogledal časopise tega časa in te izjemno zanimive drobce v arhivskem gradivu na razstavi, bo seveda lahko videl ta velikanski optimizem. Optimizem, ki veje na južni strani Karavank, kako pravzaprav plebiscit ne more biti izgubljen, in pa potem seveda to veliko razočaranje, ki se zgodi po objavljenih rezultatih in potem pravzaprav posledice tega so prav tudi mračnejši toni pravzaprav v slovenski politiki in po vsem temu razočaranju, posebej še po 12. novembru, ko so znani rezultati Rapalske mirovne pogodbe in praktično s tem na nek način pravzaprav se zaključuje nekje kaos prevratnega obdobja in seveda nekako na nek način vstopamo v 20. stoletje, s katerim se pravzaprav danes ukvarjamo. Več pa seveda na razstavi. Hvala lepa. Hvala vsem avtorjem za predstavitev in tudi direktorjem. Zdaj pa vas vabim, ponavadi je na tem mestu čas za vaše vprašanje, ampak ker so zdaj vsi tako oddaljeni, vas prosim, če lahko vprašanja potem neposredno naslovite ob jemanju izjav. Tako da zdaj bi si šli novinarji pa avtorji razstave pogledati v notranjost, se pravi na razstavo, muzejski atrij, postopek glasovanja, pa pač ogled razstave, tam pa lahko potem tudi snemate. Tako da vse ostale res prosim, vse ostale, ki niso novinarji, da pač nekoliko počakate, pa potem mogoče za kakšno izjavo oziroma za kakšno vprašanje. Hvala.